Dobrodošli nazaj v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. To je rubrika Vis-a-vis. Moj današnji gost, glasbenik, športnik, komponist in legenda. Jože Potrebuješ, dobrodošel. Življen. Hvala za odziv. Zelo lepo. Si eden redkih, ki se odzove in pride v našo oddajo. Vabil gre ogromno ven, odziva pa ni veliko. Daj nehi, se te to bojijo. Ne bojijo, po moje se jim malo graužam. Jože, začniva z resno debato. Najljubša barva? Sicer je modra. V redu? Ampak danes sem si pa upal celo roza oblečiti. Roza. Da. Na modro podlago. Kar v bistvu potrjuje tvoje tezo, da se nisi zlagal. Bravo. Pa deva zdaj res malo bolj resno in sicer... Še bolj resno. Še bolj resno od tega. Okay. Ljudje se sprašujejo, od kje človeku tašen six-pack. Videli smo te na nekaj fotografijah in imaš zavidljiv six-pack. In ne mislim pivo. Mislim tista prav six-pack, ki ne pride brez vaje. Ali si tako samo predstavljam? Ja, glede na, da me z unim six-packom, ki si ga najprej mislil, še niso uspeli slikati, oziroma ga niti še ne vem, če sem ga kdaj v resnici nesel. Telovadam pa kar rad od nekdaj, že kad to ni bilo modern, danes so vsi, tudi praktično še rokarji so danes športniki. Takrat, ko smo mi začenjali, je bilo to čist mem. Ko sem jaz recimo rekel, da vsak jutr delam sklece, pa trebušnjake, so se mi vsi smejali. Tako da, ne vem, to mi je ostalo, da bi bil pa to kakšen poseben namen, to, da bi jih razkazoval okoli, pa niti ne. Se pravi, Jože, športnik pomeni izjutraj skleci, trebušnjaki. Koliko serij po koliko? Za gledalke in gledalce to jih gotovo zanima. Najbolj pa mene, ker sem močno samo to mišico. Mislim, da to je že mečken smešen, ker to ni v bistvu vse skupaj, glede na to, kaj se danes eni fitness seriji, pa te, ki so builderi, pa to, kar jaz nikoli nisem bil in me niti to v resnici ne zanima. Jaz v resnici vsak jutr naredim 100 sklec pa 100 trebušnjakov. To je nujno. Pol pa ti zdaj še kaj pošportam, če se da. Ne, to pa ne. Po serijah? Po serijah, ja. Okay. Trebušnjakov komoc, to sploh ni panike, ampak sklece pa, glede na to, da še nisem toliko gret, pa ponavadi prva serija 50, pol pa 30, pa 20. Zelo lepo. Bomo dali na Facebook stran Jožetova dnevna rutina. Kakšen je pa zajtrk potem? So pa vedno domače marmelade, ki jih pri nas doma kuhamo in so res odlične. Ok, sprav paziš, kaj ješ potem takem? Dojne mere, ja. Dojne mere. Svojo glasbeno pot si začel s 6 leti harmonike, se pravi 6 leti igranja harmonike. To praviš, da je bilo zate traumatizirajoča izkušnja. Kaj je narobe s slovenskim šolskim sistemom v glasbenem smislu? Zdaj, točno kako se to danes razvija, ne vem točno. Vem, da recimo tudi upam, da zdaj, ker eni morajo Čukov komade igrati v današnjem času, da ne bojo imeli tudi kakšnih travm, ampak takrat, ko sem jaz hodil v glasbeno šolo, je bilo po 3 letih rečeno, tako, mi vas vzgajamo samo zaradi tega, da boste nekoč hodili na akademijo. Jaz pa nisem imel te vole takrat, da bi od muzike kaj šele živel, pa da bi kaj bolj resno, jaz sem hotel samo enostavno igrati. Na harmoniko, sicer na klavirsko takrat. In takrat vem, da od tistega razreda, ko smo hodili na Dobrovi v glasbeno šolo, mislim, da je samo en fant z veseljem naredil do konca. Vsi ostali se nam je pa v bistvu inštrument bolj zameril, kakor pa ne. Sem mislil, da boš rekel, da je v bistvu samo en fant preživel. Ja, on je še kar živ, pa še kar glasbenik je, ni pa več toliko aktiven, kaj jaz. Ja. Pa kaj, je bilo to primarno Bach, je bil to primarno kaj, Scarlatti, glasba, ki je težko igrati na harmoniko? To je ena muzika, ene ruske balalajke, ki jih jaz nikoli nisem ne po melodiki štekal, ne po tem, kaj bi jaz s tem v življenju lahko počel. Jaz vedno, kar počnem v življenju, rad vidim, da s tem, ali saj druge osrečen, če že sebe ne. Dobro. Brez lažne skromnosti, kdaj si vedel, da boš na slovenskem glasbenem prostoru pustil pečat? Da boš nekoč znan kot legenda. To me zanima, ker menim, da človek se tega zaveda.
Kdaj je bilo to? Mogoče tam od leta 2000 naprej. Dobro. Najprej seveda obdobje krokodilčkov, rdečih mašenkavcev, indijancev pa tako. To je naredil en fundament. Ampak ko smo se pač opogumili leta 2000 in smo tako drastično spremenili slog, izskočili v narodno zabavno muziko, ki je bila takrat vse drugo kot popularna, sploh med mladimi, in smo to preživeli, čeprav so nam mnogi nekako napovedovali, da tega pač ne bomo nekako šli skozi. In je v resnici ta naš aranžma, pa ne samo naš, tudi vse, kar je potem za sabo povlekel, da je sprožil v bistvu to, da je sceno premaknil, ne pa da je bil to naš pogreb. Takrat smo pa rekli, wow, mora biti nekaj na tem. Ja. Je bila to tvoja odločitev, tvoja zavestna odločitev? Vpeljati to narodno zabavno glasbo v nekaj, kar je bila prej popularna? Ja, ker se mi je zdelo nemogoče. Jaz hodim kar veliko po svetu, tudi veliko po svetovnih koncertih in se mi je zdelo nekaj neverjetnega, kako da se en slovenski narod lahko sramuje, ampak prav tako javno sramuje nekaj, s čemer se pa v svetu totalno ponašamo, oziroma kar po čemer nas vsaj cela Evropa, če se ne cel svet pozna, mi pa tlele teptamo to za nalaž in se celo sramujemo pred lastnim narodom. To mi je od nekdaj ni šlo v lajšto, s tem, da moram reči, da sem jaz to muziko že prej imel tudi rad, tako kot vse ostalo. No. Ko ustvarjaš, ko se lotiš skladbe, zdaj govorijo o Jožetu skladatelju, po kateri metodi greš napisati skladbo, ki je človek ne more več dobiti iz glave? A je to po preverjeno harmonskih metodah, se pravi, greš v toniko, subdominanto ali pa šesto, subdominanto, dominanto, ali najprej zaslišiš to skladbo, ki je potem človek ne dobi iz glave? Jaz, če lahko povem, sem nastopil v oddaji Na zdravje, kot gost nekajkrat, in se spomnim tiste melodije, ki je igrala v ozadju, med vsemi skeči in praktično med celo oddajo. Ja. In po 15 letih je ne dobim z glave. V čem je ta? S katerim hudičem imaš pogodbo podpisano, da takšne skladbe hodijo iz tebe, ki jih človek ne dobi z glave? A veš, jaz se nikoli ne trudim napisati hita. To res imam to srečo nekako, da melodije me kar same zasledujejo. Jaz recimo sem veliko pesmi napisal brez inštrumentov v roki. Tako da šele potem, recimo, ko se rekel prva, peta, šesta, četrta, šele potem, da bi pa rekel, da imam en mušter, po čem bi pa delal melodije, mi je pa ena bistvenih stvari to, da kaj jaz vedno ponoč napišem, jaz vedno ponoč pišem melodije, da če se jo zjutraj še spomnim, to pomeni, da ta tema nekaj velja. Pa so to lahko recimo najbolj butaste teme ali pa najbolj kompleksne, ki pač enkrat, mislim, predvsem je to, jaz nikoli nočem sebe ponavljati. Kaj šele, če me pa na kakšno melodijo spomne, potem tlele sem pa precej strikten. No. Se pravi, da bi spominjalo na neko že ustaljeno skladbo. Ja, tlele dam tudi. Zadnja leta sem še mečkam bolj obremenjen s tem. Od nekdaj smo se trudili, da bi bili kakor se da izvirni, a ne kakor se pač danes da izvirni. Predvsem pa to, da v ljudeh ene emocije da sprožiš. Aj, da je to. Če se le da je to vesele, hec, da je to malo ironije, si lahko tudi to prvošmo že zadnja leta. Ali pa da te nekako zadane, da te čustveno nekaj not potegne. Tako kot rečejo južni bratje, pogodi. Ja, tako ja. Kat pogodi. Skladba. Jože Privat, tudi tako nasmejan, prijazen, človeški, human, oče 2 deklet, strog, kako izgleda, tole pa moj fant. Tega Jožeta me zanima. Ja. A veš, da se nimam za zelo strogega človeka, niti me posebej zadrčni in taki ljudje me ne privlačijo. Jaz imam nekako rad okoli sebe ljudi, ki
ki se vedejo, kukor, da smo vsi nekako isto. A veš, ni treba, tudi če ima nekdo višji položaj ali v družini, ali pa to, da se, recimo jaz ne prenesem že, da se ljudje derajo en na drugega. To, recimo v naši hiši je to prepovedano. Dvakrat sem samo rekel punce, ki je bilo kaj mal narobe, sem rekel, a bi rade doživele, da se oči zadere, pa nismo še prišli do tega. Noben te še ni spravil do tega? Doma ne, pa tudi ne. Sem kar skuliran, ker se mi zdi to, tudi verbalno nasilje je nasilje. Jaz recimo ne, mi to ni. Tako da jaz recimo že v filmih, če se en na drugega preveč derejo, mi kar začne tele noter tišati. Imaš rad naravne vibracije in ne glasnih. Odkje pa izvira tvoja obsedenost z čistočo? Svoj avto opereš koliko 300-krat na leto? Ja, vsaj, ja. Si dal kdaj psihološko raziskati vzrok tega? Ali imaš res toliko umazanega? Ker če imaš res toliko umazanega, potem razumem, da ga je treba praviti. To je spet ena taka čudna fora, ki je nepojastljiva. Zakaj jaz recimo zjutraj, ko avto perem z mrzlo vodo, jaz si v resnici s tem mal misli urejam, veš. Ne prenesem pa tudi, recimo umazanega avta, to je pa tudi res. Zakaj ne? Ker tudi v sobe razmetane ne prenesem. Tudi dam neki na urejenost ljudi, jaz recimo, čeprav je to še tako klišejsko, jaz recimo hiter človeka ocenam tako, ker se mi zdi, da tudi naša zunanjost, urejenost, eno notranjo urejenost odseva. Zdaj, a je to povsod lih v skladju, ne, ali je, ali ni, včasih te tudi kdo preseneti, ampak načeloma tudi naša zunanjost v nas kaj pove. Imaš ekstenzivno zbirko kitar? Kaj še rad zbiraš? Ure. Ure? Ja. Koliko kosov? Ma nimam jih več toliko, ker sem jih vmes ukradel. Ukradel? Ja, to so nam ulomili, pa so mi ukradli ta prvo kolekcijo, tako da imam zdaj v resnici samo 4, take, ki so... Ampak kitare so pa pustili? Začuden, niso imeli glasbenega okusa, še plošče so mi pustili, te vse zlate pa to, tako da, ja, kitare tudi dotaknili niso. Zgleda, da so bili iz drugega foha, ne, nobene. Iz čist druge, se ponavadi so. Redko, kjer lopov pride in vidi kitaro je eno zašpila, potem pa vzame kolekcijo ur in gre za bojem. Praviš, da te televizija izpopolnila. Bil si avtor, idejni oče, kar nekaj razvedrilnih oddaj. Želel si vpeljati v slovenski televizijski prostor en žanr, ki je tukaj tako rekoč skupaj z narodno zabavno glasbo proti koncu 90-ih izumrl. Lahko rečemo, efektivno. In si se trudil nazaj vpeljati ta format razvedrilne zabavne oddaje, ki je konglomerat med skeči in med glasbo. In zase praviš, čeprav razumem, da te je televizija izpopolnila, glasba pa še ne. Kaj je naslednji korak pri glasbi, če je temu res? Kar se televizijskih projektov tiče, je res tako, da tudi če nič več ne posnamem, sem nekako... ker niti tega nisem nikoli planiral, da bom jaz tudi se s televizijo ukvarjal, ampak nekako in Ribič Pepe, ki je prišla iz čiste potrebe. Veš, tako, videl sem, da na slovenskih televizijah Slovenci nimamo svojega televizijskega junaka. Po radovednem tačku za mene ne more biti ena nacija, da nima enega junaka, ki se recimo reče, kaj bomo zdaj vsi na tega Supermana tripali, ki je skupek vseh všečnih stvari oziroma naravnih moči. Kar se pa tiče televizijskih oddaj, so bile pa po večini to glasbene oddaje, ki so naredile predvsem eno stvar. Ko sem se jaz začel s tem ukvarjati, je bila slovenska glasbena scena zelo, zelo razdaljena. Nisi mogel dobiti v eno televizijsko oddajo, bom na pamet rekel, recimo Perota Lovšina pa Štiri Kovače. To je bilo nemogoče. Meni se je to osebno zgodilo, da v studiu, ker sem bil enkrat, ne vem, ali sem res pozabil, ali se je pa to zgodilo, nalašč se ni zgodil, ampak dejansko se je zgodil, ker je bil en narodno-zabavni ansambel takrat, kar povem, Slaki, in so bili pa eni drugi, tistih pa ne bom povedal, ker so pač odkokorakali iz studija.
ker se niso strinjali, da na istem odru špilajo in Slaki in eni drugi. To je bilo novembra 2001. leta, se točno spomnim, bilo je na VPK-ju, jaz nisem mogel verjeti, jaz celo noč nisem mogel spati, ker se mi je zdelo to nekaj nemogočega, kako ljudje nimamo toliko samo, pa oboji vrhunski, ja, veš, to so eni, ki so prodali par milijonov plat, te pa so tudi imeli 20-letno kariero. In sem rekel, to ne more biti, veš. To je prva stvar, druga stvar je pa, da imam jaz zelo velik spoštovanje do naše zgodovine, pa ne samo te zgodovine, to, ko vsi takoj pomislijo, zgodovina ta polpretekla, pa una, pa to. Ne, čist slovenski živelj, kaj je v minulih desetletjih in stoletjih ohranil, kajti to nam izginja izpred oči in ta zadnji ljudje, ki so recimo še mlatili na roko, te so zdaj le mogoče še par let živi, potem pa tega ne bo. In če tega Slovenci ne bomo ohranili, vsaj kot folkloro, bo to izginilo. Ja, se strinjam s teboj. Ali se kdaj vidiš v politiki? Ker me zanima, kako bi se obnesel v politiki z svojimi karakteristikami, ki jih imaš. Ker diši potem, da bi bil izjemen predsednik, premijer, ne vem kdo. Ured spravo. Ne, mene so v politiko že večkrat vabili, to ni nobena skrivnost. Celo iz zelo različnih političnih opcij, ki bi se človek sploh ne bi mislil, sploh za županske volitve. Ampak o tem se nikoli nisem videl, ker se mi zdi, da s tem, kar jaz Slovencem lahko drugače dam, se pravi skozi muziko, skozi ta ustvarjanje, veliko bolj. Jaz mislim, da se s politiko lahko veliko več ukvarja ljudi, tako ali drugače, kakor pa v tem segmentu, ki se jaz, se pravi, na dolgi rok za zabavo, z ustvarjanjem od zabavne muzike tudi do otroških pesmi. Glejte, v Sloveniji praktično otroška, bom rekel, glasbena industrija sploh ne obstaja. Tega sploh ni. Vsaka država na svetu ima to. Zdaj, za katero ministrstvo je to vprašanje, se ne bi v to spuščal, ampak mi te scene sploh nimamo razvite. A imamo recimo na televizijah kakšno valilnico otroških kadrov, razen potem seveda unika pridejo v talente, ki so pa v bistvu med, velike enih izzivov v bistvu še vidim in tudi včasih mogoče bom celo še kakšno zagrabil, ampak zdaj le trenutno potrebe ne vidim. Jože, najlepša hvala, da si bil naš gost. Nekaj. Želim ti srečno in dobro kariero še naprej. Hvala lepa, tebi pa tudi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.